pozdravljeni v zadnji kroniki tedna v letošnjem letu. Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora s tradicionalnima novoletnima koncertoma zaokrožuje še eno uspešno leto delovanja, kakovostne rasti in uspešnih nastopov. Prvi koncert je bil v četrtek v dvorani Vitranc v Kranjski Gori. Godbeniki so pod vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča izvedli program skladb iz različnih filmov. Kot gostja je nastopila slovenska pevka Kataja. Tell me something, boy. Ain't it hard keeping it so hardcore? But do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Orkestru je za izvedbo koncerta in uspešno delovanje čestitke izrekel župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat. Hkrati je vsem v dvorani zaželel vse najboljše v prihajajočem novem letu. Koncert je bil tudi praznično darilo občine Kranjska Gora občankam in občanom ter drugim obiskovalcem. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci. V izredno čast in ponos mi je, da sem lahko župan občine, ne občine Kranjska Gora, ampak občine, pod katerim okriljem deluje tudi orkester Jesenice Kranjska Gora. In moram reči, da v tem prednovoletnem božičnem času sta mi 2 urci minili v zadnjih 3 dneh izredno hitro in moram reči, da prvič mi je res hitro minila urca pred 3 dnevi na državni proslavi, ko je gospod Matjaž Pograjec res izredno lepo poskrbel za to prireditev in uprizoril to igro. In danes, ko je naš Dejan Rihtarič, naš kapelnik, naš dirigent, spet nas odpeljal za 1 urco in pol, res nekam drugam in moram reči, da spet tako hitro. In tukaj moram pohvaliti vse številne godbenike, danes res v izredno velikem številu sem slišal, da so mogli svoje inštrumente za tovornim vozilom pripeljati, ker v avtobusu niso imeli dosti prostora in res tukaj je res pač pokazatelj, kako dobra energija je v tem orkestru. In to se je danes skozi današnjo predstavo, koncert tudi pokazal. Seveda tukaj moram pač posebej še enkrat pohvaliti Dejana, ki je res pokazal tudi še druge svoje kvalitete danes in ki jih je majčken prej nam včasih mogoče zatajil, ampak danes je pa pokazal, da je lahko in da bi bila verjetno pokojna Whitney Houston zadovoljna, če bi bil on njen bodyguard, da bi skupaj z Bradleyjem Cooperjem iskala novo zvezdo in upam, da jo tudi dobila. V glavnem vse, kar je bilo od srca in res v redu. Tako da jaz vsem čestitam, predvsem pa zdaj, ko smo na temu v bistvu na koncu božiča in v bistvu današnji dan samostojnosti je res tudi pri koncu, ampak ne glede na to, ponosni moramo biti, da smo Slovenci, ponosni moramo biti, da se lahko tako fino imamo v naši Sloveniji in da praznujemo te
preostanek teh dni do novega leta s svojimi prijatelji, s svojimi dragimi, da bomo srečni, zadovoljni, predvsem pa mirni vstopili v novo leto in predlagam vam, da si v naslednjem letu predvsem vzamete čas zase, ki je res v teh časih najbolj pomemben in da se 2020 fajn imamo in da se konc leta 2020 spet vidimo tukaj na koncertu, kjer nam bo zagotovo Dejan svojo ekipo pripravil spet kakšno lepo presenečenje. Hvala in srečno. Drugi novoletni koncert Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora pa je bil v petek v dvorani Kina Železar na Jesenicah. Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora so pred božično-novoletnimi počitnicami pripravili tudi proslavo ob državnem prazniku. Vodja prireditve je bila Aleksandra Subotič-Kosmač. Tema letošnje proslave je, da kljub vsem razlikam, glede na to, da živimo v različnih pokrajinah, imamo različne običaje, govorimo različna narečja, imamo različna oblačila, smo izrazili veliko mero enotnosti, ko smo izrazili željo, da bi imeli samostojno državo. Otrokom je bila tema zelo všeč, že zaradi tega, ker so spoznali različne narodne noše, različne narečja in različne običaje v teh pokrajinah. Narodne noše smo si sposodili iz različnih šol po Sloveniji. Učiteljice smo klicale tja in prosile, če nam posodijo narodne noše za našo prireditev. Vse šole so se z veseljem odzvale, učenci so z veseljem te noše pregledali, potem smo se naučili poimenovanje noš in različnih pesmi in plesov, ki so te noše spremljale. Na Štefanovo 26. decembra je bil v Podkorenu tradicionalni žegen konj. Zbrali so se predvsem konjeniki iz kranjskogorske občine. Tako njih kot njihove živali je blagoslovil domači župnik Janez Šimenc. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lepo pozdravljeni vsi ljubitelji konj in konjeništva, člani konjeniškega kluba Špik, njihovi družinski člani, simpatizerji. Gospod Bog, kralj nebes in zemlje, Očetova beseda, po kateri je vse, kar biva, ozri se prosimo na našo neznatnost in kako si nam dal pomoč v naših naporih, pri našem delu in za špote razvedrilo mnogotere živali, dobrotno pristani na naše prošnje in blagoslovi te konje. Tvojim služabnikom naj koristijo, varuj bolezni nesreč in na priprošnjo svetega Štefana, naj jim bodo dobri gospodari, skrbni lastniki in tako dajejo spoštljivim odnosom do živali, ki so del stvarstva, tvojemu imenu upravičeno čast in slavo po Kristusu našem Gospodu. Pa vse prošnje združimo tudi v skupni Gospodovi molitvi. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Sledi še drugi del tega obreda blagoslova, ko bodo konji v povorki šli mimo tega kraja in se jih bo tudi posamič poklopilo z blagosloveno vodo. Vam vsem, predvsem pa s konjenikom in vsem, ki so povezani z delom s konji, pa želim tudi res po prihajajočem novem letu tudi uspešno delo v novem letu 2020 in vsem vam tudi lep današnji dan, današnji praznik, cerkveni in državni, pa tudi vsem vse dobro tudi vam v prihajajočem novem letu. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.
Nova hit komedija Audicija, ki jo je režiral Jurij Zrnec, je bila včeraj na ogled tudi v dvorani Vitrancu v Kranjski Gori. Stroga komisija je na igralsko akademijo sprejela samo največje talente. Nadobudni študentje, sami virtuozi improvizacije, med katerimi so tudi talentirano netalentirani, so se ji predstavili v najboljši luči. Zapletali in odpletali so se pred igralskimi izzivi, razgalili so se do vseh svojih napak in pomanjkljivosti. Njen pradedek je imel na Dolenskoj parcelu. Gozdičak, potočak, milina. Jagane, akcija, streljane, babe, ni da ni. Kaj ta vrh ime to kak krompirajga. Pa mahovni sam babi v ližereju. Ko je vedel, to je zame, to mi je zdevojga. In Ilišić, Kurtić, Kurtić Popovića, Jokić, Hadžić, Hadjalagić. Bruto ali neto? Prosim? Bruto ali neto, zjutraj preden grem na potrebo ali potem. Po Zgornji Savski dolini so se te dni vrstili božični koncerti mešanega pevskega zbora Kranjska Gora. V četrtek je bil koncert v cerkvi v Podkorenu, v petek v cerkvi v Ratečah, v soboto pa še v cerkvi v Kranjski Gori. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo zdaj še koledar prireditev. Otroška predstava Rolina 006 bo na ogled jutri ob 16:30 v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Komedijo Ljubezen druge polovice pa si prav tako lahko ogledate jutri, vendar ob 19:30. Božično-novoletni koncert Triglavskih zvonov bo jutri ob 18:00 v cerkvi na Dovjem. V Kranjski Gori boste na prostem lahko silvestrovali z veselimi svati, in sicer od 22. naprej na parkirišču pred hotelom Kompas. V Mojstrani pa se silvestrovanje z Gajsten bandom na trgu Olimpijcev prav tako začne ob 22. Otroško silvestrovanje bo v dvorani Vitranc v Kranjski Gori potekalo od 15. do 19. Monokomedija Matjaža Javšnika Striptiz bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani na ogled v ponedeljek ob 19. V Ljudskem domu v Kranjski Gori pa v sredo prav tako ob 19. Dragi gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni Kroniki tedna. Želimo vam prijetne praznične dni v novem letu, pa seveda največ zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva. Pa seveda, da ostanete naši zvesti gledalci še naprej. Srečno!